Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan, Rok Justin je današnji gost podcasta Na obisku. Rok Justin je dolgoletni član izvršnega odbora Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Se je sam pred leti, mislim, da se je pisalo leta 2005 ali 2006, prebolel Burkittov limfom. Je pa naš Rok tudi vodja Tai Chi Chuan skupnosti, ki jo je sooblikoval s kolegi in kolegicami. In skozi tokratni podcast bomo spoznali tudi kanček te sicer zelo kompleksne, starodavne kitajske veščine gibanja, pa hkrati krepitve življenjske energije. Rok, živjo in lepo pozdravljen. Živjo, lepo pozdravljena, tudi ti seveda. Zdaj pa, kar bom lahko povedal z veseljem in upam, da bo vsak, ki posluša, razumel, ker sem tja skompliciram stvari tako, da mi potem kdo, ki ni glih v stvari, pove, ojoj, saj sem te poslušal 10 minut govoriti, pa čisto nič mi ni jasno. No, tako da prosim. Ostala pri enih takih temeljnih, bazičnih sporočilih, ki nam bodo zanimiva in razumljiva. Rok, širše smo te spoznali, vsaj jaz v kampanji Najboljša novica. To je bilo spet že zelo, zelo dolgo nazaj, mislim 2013, 2014, ti veš na pamet, da je to bilo? Ne, v resnici ne vem. Jaz bi sicer bolj rekel 2015 ali pa 2016, ampak verjetno se motim, tako kot se ponavadi pri datumih. Tako da, ja, kampanja je bila, upam, da uspešna, meni se je zdela uspešna in predvsem je bila za zelo dobro stvar, da smo se malo vsi skupaj znebili te, kako bi rekel, zaznamovanosti, če si bil bolan oziroma če si imel raka, da si pa že na pol mrtev, odpisan, karkoli že, zaradi tega, ker v resnici to sploh ni več tako. Včasih je bilo verjetno bolj, slabša zdravila, slabši procesi, zdaj je to čedalje manj in z tega stališča se mi je zdelo pomembno sodelovati. In zelo res je bilo, kar sem tam rekel, in če se prav spomnim, je na tistem plakatu pisalo, dobro sem se zmazal ali poceni sem se zmazal ali nekaj takega. In to je res. Pa ne samo zame, v bistvu je res za marsikoga, ki se zadosti zgodaj spravi k zdravniku, da odkrijejo, kaj se mu v resnici dogaja. To pa mogoče ena stvar, ki bi jo izpostavil tukaj, sploh zato, ker vem, da smo moški smo ponavadi toliko neumni, da nas more kdo prav spoditi k zdravniku, ker se ne spravimo, pa ne spravimo, pa ne spravimo. Tudi jaz se nisem. Prav spomnim se tiste, bila je ena taka majhna bulica na vratu, pa se mi je zdelo, pa dobro, dobiš, pride, gre, prej slej bo zginil, ni zginil. Meni se še zmeri ni zdelo nič pomembnega, pa mi je začela mama komplicirati, kadar sem bil na obisku doma, da kaj pa zdaj to, da se pa že vidi, da to pa nekaj ni v redu. Pa me je začela sestra sekirati, da pa zakaj hudiča se ne spravi že zdravniku, pa sem si mislil, pa sej bom šel, ampak še tisto službena reč prej, pa še 2 sestanka imam, pa še nekaj mailov moram napisati, pa tako naprej in potem je to naslednji teden, pa naslednji teden, pa naslednji teden in bom uporabil zdaj en izraz, ko upam, da mi ga ne bodo drugi moški zamerali, ampak trapast kot klasičen dedec se je trajal, ne vem, 1 mesec pa pol, da sem se končno odpravil do zdravnika in to smo želeli potem s to kampanjo povedati vsem, da ko nekaj vidiš, če ti ni jasno, kaj je, če tvojemu zdravniku ni tako jasno, da je to, ne vem, ena neumnost, ki se jo bo hitro rešila na ta in ta način, ustrajaj, sprav se k zdravniku, naj te pregledajo. In to je bilo to. Na koncu je bila diagnoza Burkittov limfom, ne? Žal.
žal je bila res ta diagnoza, kar je po eni strani zelo zoprno, po drugi strani pa ne tako hudo, zaradi tega, ker je to sicer zelo agresivna vrsta raka, ampak po drugi strani pa to pomeni, da se zelo dobro odziva na zdravila. Pomeni veliko zdravil, precej huda zdravila z precej hudimi učinki, ampak vsaj deluje. Bila pa je tudi operacija, ne le kemoterapija. Najprej operacija, da so tisto bulo izrezali, jo točno zanalizirali, videli, kaj zadeva je in potem na osnovi tega pa tretmaji. Kemoterapije, tako da niso nič hudega v resnici, mislim, so naporne, so neprijetne, so vse tisto po eni strani, česar se bojimo in ne maramo, po drugi strani pa niso nič konkretno tako groznega, da se ne bi dalo preživeti. Kaj z te distance vidiš, na kakšen način je ta Burkittov limfom spremenil, zaznamoval tvoje življenje? Precej močno se bojim in verjetno nisem najbolj relevantna oseba, da bi to ocenjeval, ker pač opazim samo dano stanje vsakič, ne opazim sprememb. Ne? Ampak nekdo, ki me je poznal pred 15 leti ali pa 16, nekdo, ki me pozna danes, bi zelo verjetno opisovala dva različna človeka. Je nekaj skupnih točk, mislim, veliko skupnih točk, ampak niso pa vse enake. Včasih sem precej bolj mislil, da moram ravnati tako, kot drugim paše, ali pa tako, kot se drugim zdi prav, ali pa mogoče celo tako, kot je splošno sprejeto, da je prav. Zdaj načeloma ravnam tako, kot se meni zdi prav in kot je meni všeč. Se pravi, odpade cel kup stresa, odpade cel kup živceranja in težko boš verjela, ampak cel čas prej sem imel klasične probleme, ki so za recimo temu delo v pisarni, pa razni sestanki, pa dogovori. Želodec me z veseljem bolel vsak drug dan. Tak stres, ne? Pa preveč kisline, pa vse to, se pravi, pa sem jedel antacide, pa sem mogel paziti na hrano. To vse zgine. Tega ni več, ker enostavno tega stresa si, kadar se le da, ne dopuščam več kaj veliko. Sem pa kaj je, ampak zelo malo. Res pa je, da to verjetno obremenjuje druge ljudi. Ne? Jaz si predstavljam in včasih tudi slišim, to obremenjuje bližnje zaradi tega, ker si jaz lahko dovolim vzeti zelo na komot vse skupaj, potem mora kdo drug kaj več napraviti, ali pa drugače bom rekel, mogoče sem kdaj zaradi tega nezanesljiv ali pa kaj takega. Kar pa najbrž ni najboljša stran tega procesa. Je pa to obdobje, ne, po bolezni, po okrevanju prineslo tudi nov list v partnerstvu? Tudi. Ne vem, kako bi temu rekel. Definitivno je sreča, ampak ne vem, kako se navezuje na vse skupaj. Morda se sploh ne, ali se? Morda se sploh ne, res je. Res pa je tudi, da človek, kakršen sem bil prej, v tem odnosu zdaj mislim najbrž ne bi imel kaj iskati. Človek, kakršen sem zdaj, pa ima veliko. In od veliko zadovoljstva do, saj to vse pove pravzaprav, zadovoljno življenje. Res pa ne moreš tega predpisovati na recept, ker kakor kdo. Tudi ljudje, s katerimi smo bili skupaj v bolnici, takrat kakšen še vedno o tem času ne mara niti govoriti, niti razmišljati, niti se ga spominjati. Kako pa pri njih bolj to funkcionira, pa ne vem. Mogoče je, ne vem, mogoče je boljše, mogoče je slabše, vsekakor je pa drugače. Jaz sem gotovo bolj, ko o tem neobremenjeno govorim, manj kot se mi zdi to neka stigma ali pa skrivnost, manj imam dejansko problema. To mi je nekako prišlo verjetno že iz družine, že prej, ker mislim, da nihče ni imel kakšnega problema o tem govoriti ali pa se pogovarjati. Ampak rezultat mi je všeč, no, in to bi rad povedal tudi drugim, da je lažje. Nimam nobenega smisla, zakaj bi pred znanci ali pa pred mimoidočimi na koncu skrival, kdo si in kaj si skozi dal. Se res nima smisla jeti, ne vem, v Mercator pa
sosedu na blagajni razkladati, ja, veste, jaz sem pa raka prebolel. To bi bilo zdaj potencirano in brez veze, ne? Ampak zakaj pa, če te nekdo nekaj vpraša, če ga nekaj zanima, se mi zdi smiselno. Pač poveš, se znebiš tega, nimaš napetosti. Tako. Rok, verjetno je tudi ta odnos, ne, do te bolezni, ki je šla mimo, tebe nekako pripeljal tudi v združenje. Pravzaprav me je. Na način, da smo takrat še s parimi kolegi in kolegicami so ustanovili tole združenje in sicer zaradi tega, ker smo vsi opazili, vsak na svojem področju, ker nismo imeli točno vsi istih diagnoz, da manjka informacij. In sicer ne informacij, ki ti jih lahko dajo zdravniki, ampak informacij, ki ti jih lahko da samo nekdo, ki je šel skozi isti proces. Meni je bilo sicer čist fajn slišati vse, kar so mi imeli zdravniki zapovedati, ampak sploh od začetka me je zanimala ena sama stvar. Bom to preživel ali ne bom tega preživel? To je, mislim, ta prva logična misel verjetno vsakega, ki to diagnozo zve oziroma kakšno podobno. In to zdravniki ti lahko povedo z zdravniškega stališča. Nekdo, ki je pa isto preživel, že samo da veš, da nekdo je, ki je to preživel, je v bistvu že ključni korak, ker potem veš, da se da. Ne glede na to, da nihče ni bil v točno tvoji koži. Nihče se ne začne zdraviti v točno isti fazi, na točno isti način in tako dalje, ampak vseeno. In zaradi tega smo vsi stopili takrat skupaj in iskali podobne vere in pri vsemu, kar smo sicer našli v našem okolju, pa točno tega je bilo pa zelo malo pa težko najti. In smo poskusili to še tudi kje drugje skozi speljati, pa nekako se mi zdi, da ni bilo toliko posluha, oziroma ne točno na ta način, kot smo si mi zamišljali, da bi to moralo biti. In evo, združenje ustanovljeno, dela, raste in se razvija že vsa ta leta, iz česar sklepam, da smo mislili približno prav, oziroma na približno take stvari, ki so še marsikomu drugemu pomembne. In to že toliko let, ne? Skoraj 15 let ste. In to že toliko let in s toliko akcijami, kampanjami, vsakodnevnim delom, od prostovoljnega do profesionalnega in ja, je pomembno, vidimo tudi na širše, ne, v Evropi, po svetu, da ta princip je pomemben. Pa se mi zdi, verjetno zdaj tudi skozi bolj se tega zavedamo, ker hkrati smo skozi stalno bolj online, pa nam manjka v isti sapi potem človeških stikov, tako da te organizacije imajo verjetno še veliko dela. Veliko dela in veliko potencijala tudi, ne. Res je, da manjka človeški stik, ampak ta človeški stik je manjkal v resnici skozi. Ne gre točno za tole situacijo zdaj Online. Pandemična situacija, pa online, pa stvari preko Zooma in drugih platform. To so samo načini. Zdaj, medčloveški stik je lahko tudi preko Zooma na koncu koncev, ali pa Skype, ali pa kaj drugega, ali pa fizično, da se gledamo in vohamo, ker gledamo se tudi čez zaslone, ne? Ampak gre dejansko za ta človeški stik, ne? In poznam zdaj ljudi, ki jim je to zelo pomembno, poznam tudi ljudi, ki jim gre to v bistvu na živce. Ampak še vedno pa je tistih, ki jim gre na živce v odstotku bistveno manj, ampak tudi oni pa rabijo informacije. Mogoče ne gre potem za to, da jih nekdo, zdaj karikiram, malo po roki poboža pa reče, sej bo. Pač obstajajo ljudje, ki jim je to odveč, oziroma se počutijo potem, da je nekdo preveč pokroviteljski do njih. Ampak kljub temu ni treba jim dati na ta način, se da tudi na druge načine jim direktno povedati, kar iščejo, kar rabijo. In to je nekaj, kar zelo verjetno se ne da institucionalizirati. To si ne predstavljam, da bi bilo lahko to čist urejeno, ne vem, v bolnici, ne. Ker mora biti nekdo, ki je to izkušnjo skozi dal, in to je ključno.
Tai Chi, samo v uvodu obljubila, da bova nekaj več o tem povedala, ker vodiš to skupnost, več vas je in to prakticirate, zdaj ne vem, je to vsakdanje ali vsakotedensko, to nam boš malo razložil, torej nam, ki tega ne poznamo, vemo pa, da je to ena taka lepa disciplina, ki izgleda silno elegantna navzven, pa ne vem čist natančno, a gre pravzaprav za gibanje, ali gre za meditacijo, za gibalno meditacijo. Povej nam malo o Tai Chiju, ker to je zelo, zelo kompleksna stvar. Res je. Za začetek te bom prosil, da me opozoriš vmes, ker bom sigurno zašel v kakšno smer, ko bom probal odgovoriti. Bom sledila in opozorila. Prosim. Gre pa za to, ta zadeva, to gibanje, ta vadba me je pritegnila že leta nazaj, zdaj bo tega 25-26 let, tam nekje. Začel sem pa tako, da me je moj bratranc Andrej nekoč povabil, ko je bil na obisku, je rekel, veš, na eno tako fajn vadbo hodim, ki je strašno zanimiva, pojdi z mano pogledat, lahko da ti bo všeč. Jaz grem z njim tja, gledam, tam mene par ljudi se dobi v telovadnici, od začetka zgleda vse skupaj, kot neke navadne vaje, malo za ogrevanje, pol pa začnejo neki delati, ki mi je zgledal tako, to pa malo podoben kakšni borilni zadevi, ampak ni, zgleda malo bolj kot nek balet, pa glej, kako lepo se gibljajo, tako enakomerno, pa elegantno, počasi, pa vedo, kako kakšno okončino premakniti, tole zgleda pa kompliciran. Pa sem rekel, dober, pa kaj če jaz s tem, pa me je takrat trener njihov povabil, pa rekel, če ste že tukaj, probite malo, sej grizemo, ne, motil vas ne bomo, vi pa nas ne, stopite zraven, pa mogoče malo poskusite. In mi je bil naenkrat strašen izziv, to je izgledalo tako vse enostavno, tako lepo so se premikali, pa sinhrono, cela skupina, meni pa nikakor ni šlo, hudirja, rok nisem uspel premakniti tako, kot oni, pa mi ni bilo jasno, zakaj ne, se ni izgledalo kompliciran. In mi je postal tak izziv, da sem kar se še naslednji teden pojavil tam, da sem rekel, da bi se pa malo rad naučil, ne, da če lahko, so rekel, ja, vsekakor, pridružite se, ne. In smo postali prijatelji in potem sem bil tam, pač kar naenkrat sem ugotovil, da sem tam vsak teden na tisti vadbi in izziv je postajal čedalje večji. Rok, kaj pa je bistvo te Tai Chi filozofije? V resnici gre za to, da se umiriš. Bom povedal tako, kot mi je povedala ena gospa, ki vadi z mano, je rekla, gre za to, da se sprostiš in to zato, ker se moraš toliko zelo koncentrirati na to, kaj delaš, da ti v glavi ne ostane prostora za nič drugega. Za tisto uro ali dve misliš samo na svoje telo, na to, katera mišica dela, katera ne dela, katera je napeta, katera ni napeta. Poskušaš uskladiti premikanje po prostoru z dihanjem. Bistvo je umiritev in gibanje, ki izboljšuje gibljivost, pa ravnotežje, pa tudi, če greva na malo bolj neotipljive zadeve, tako rekoč energijske pretoke. Človek se boljš počuti po tem načinu gibanja in to uskladiti z dihanjem in to uskladiti še z namenom, kaj hočeš s tistim posameznim gibom doseči. To je stvar, v kateri se osnove sicer lahko naučiš relativno hitro, ampak potem se pa celo življenje izpopolnjuješ v tem, da je vse lepo usklajeno. Prebrala sem, da je Tai Chi pa tudi omenil si ti, v resnici borilna veščina in potem sem tako razmišljala, kaj borilnega je v tem, ko je, kot si rekel, tako labodje, lepo, elegantno. Tudi samemu temu na načinu gibanja pravijo notranji način premikanja, gibanja, naprimer notranja borilna veščina, tudi čisto fizično mišljeno, da ne gre toliko za delovanje mišic, kot gre za sproščene mišice in sproščene sklepe in vezivna tkiva, zaradi česar, če znaš to sprostiti, se lahko v bistvu hitreje premakneš. Ko je telo zelo sproščeno, je hkrati tudi hitro lahko in še en princip je pri temu, mislim, da nam je vsem poznan princip biča. Bič iz starih časov
ne udari močno zato, ker bi se cel bič zelo hitro premaknil, ampak je cela kinetična veriga biča je taka, da pospeši zadnji del do enormnih hitrosti in zato tudi močno udari. To je, kar je notranjega tukaj. Dobro. Ampak mogoče to ni zdaj glavna poanta, ker tu sva rekla notranja borilna veščina. Poanta je v tem, da vsi ti gibi izhajajo iz samoobrambnih gibov, se pravi iz neke veščine, ki je bila mišljena kot osnova. Kar je v narekovajih borilnega tukaj zraven je predvsem to, da se dela na ravnotežju. Ravnotežje je osnova itak vsega. Če hodite, pa nimate ravnotežja, se človek zvrne lahko, zelo hiter. Stopaš na nekaj, kar drsi, pa ne bo to ali bananino lupak ali pa mokro listje zdaj v jeseni. Če nimaš dobro izdelanega ravnotežja, se boš zadrsal, lahko boš padel. To je to, kar se dela na tajčiju, da imaš ravnotežje in sproščeno telo, ki zna naprimer stati ali pa hoditi v položajih, ki so toliko zdravi in pravilni, da ne povzročajo nobenih bolečin. Namreč cel kup, kako bi rekel, cel kup vaj in vadb je precej stacionarnih. Lahko zgleda, če kdorkoli gleda nekoga, ki dela tai chi nekje v naravi, ljudi se velikokrat vidi v kakšnih parkih, po filmih pa tako naprej. Včasih se delajo vaje, ki so popolnoma stacionarne, kar pomeni, da stojiš v določenem položaju in se ukvarjaš samo z dihanjem in s tem, da so mišice prav postavljene in to se naven ne vidi. Nekdo, ki bo to gledal oddaleč, bo mislil, da ne delaš nič. Tebi bo pa toliko vroče, da boš prešvical in ti lahko tudi znoj z nosa kaplja zaradi tega, ker poskušaš, ne vem, stati naprimer malo v počepu, stati v taki strukturi, ki ti omogoča, da na ta način stojiš naprimer 1 uro, brez da bi te karkoli boleli. Kar ni to, kar ljudje ponavadi avtomatsko počnemo. Če se postaviš v en položaj, je težko stati v njem 10 minut, ne da bi te kaj zaboleli, pa ne da bi bilo kaj čudno. No, pri tai chiu se naučiš tudi tega, da se znaš avtomatsko postaviti v tak položaj, kjer te nič ne boli in je vse v redu, pa ne samo postaviti, znaš tudi sedeti za računalnikom v položaju, kjer te ne bolijo potem ramena, pa ne vem, vrat, pa tenzijski glavobol zaradi napetosti, ker se naučiš vse to sprostiti in zaradi tega notranja, ker te zadeve se dogajajo na noter v telesu. Če nekdo gleda in če ne ve, kaj mora gledati, ne vidi. In zaradi tega je tudi nekaj problema pri tai chiu in podobnih veščinah se učiti ne od osebnega stika z nekom, ampak naprimer na videu. Sej tudi jaz velikokrat gledam kakšne videe, ampak zdaj, ko vem, kaj gledati, mi je lažje. Drugače pa zna biti problem, ker gledaš, pa ne vidiš. Zato so notranje stvari. Znotraj telesa. Če čisto enostavno rečem, če bi jaz zdaj tule vstal in normalno stal, lahko stoji malo nepravilno, pa pravilno. To bi se videli že tako, če bi dal na tla 2 tehtnici, pa bi stopil na njih. Se pravi, a bi imel obremenitve enake na obeh nogah ali ne. To je čisto za osnovo. Kakšna je dobrobit recimo na fizičnem telesu, pa tudi na psihičnem počutju ene take redne tai chi vadbe? Ja, no, ključno je bilo v zadnjem stavku, ključno je redna. Naprimer, tudi s kolegi, ko delamo skupaj in vadimo skupaj, mi se dobivamo 1 do 2 na teden, ponavadi 1, ampak poanta je, da vsaj še 2, 3 v tednu vsak še doma kaj naredi. Zato, ker če ne, 1 na teden je v resnici premalo. Zdaj pa dobrobiti. Fizične dobrobiti so predvsem gibljivost, ravnotežje, dobro počutje, potem tudi kondicija, ki je pa odvisna od tega, koliko že znaš. Namreč skoraj vse vaje se da delati na različnih nivojih zahtevnosti. Da se delati, če si predstavljava, čisto enostavno samo stojo. Človek lahko stoji čisto enostavno po konci, tako kot stojiš, ko čakaš na avtobus,
ali pa lahko še vedno stojiš, ampak si čisto v počepu. In stati v počepu, se pravi, predstavljiva si, da delava počepe, pa obstojiva nekje na polovici počepa. Stati v tem položaju sicer ni čisto prav, ga je treba malo popraviti, ampak tudi v tem, če to zmoreš 20 sekund, moraš imeti že kar kondicijo. Da ne govorimo potem, ko zmoreš to 5 minut. Ne? To je že bistvena razlika. Zveni sicer kot stacionarna kondicija, ampak se pozna tudi pri hoju hribe ali pa pri kolesarjenju ali pa pri čemarkoli praktično. Potem je cel kup medicinskih koristi, ki jih zdaj sicer ne vem vseh na pamet, je pa zelo velik člankov tudi v znanih medicinskih revijah in bazah podatkov, ki omenjajo raziskave s tai chijem. Naprimer, zdaj mi je prišla na pamet zelo tipična in dokazana korist je za artritis, kar gre v bistvu spet za gibljivost sklepov. To je nedvoumno. Potem zaradi poprave drže in ker se naučimo to sproščati ramenski obroč, hrbtenico, zelo dobro odpravlja bolečino v hrbtu, vratu, ramenih. Seveda, kolikor se vsak sprot spomni, da bi malo povadil. Zdaj, če si se ti nekoč naučil tai chi, pa ne delaš nič, potem ne boš mogel reči, da te nič ne boli, zaradi tega, ker nič ne delaš. Ne? Tako kot pri vseh stvarih, ne? Tako kot pri vseh stvarih. To je čist fizične. Potem so še za ravnotežje, je dokazano, sploh v starejših letih, tai chi občutno izboljšuje ravnotežje. Ker naenkrat se ne dogajajo več tista zanašanja, pa padci pri starejših, pa tako naprej. In to je občutno izboljšanje. Jaz imam tudi 2-3 gospe, ki so med 70 in 80, že 2 krepko bolj proti 80 ali pa že 80, ki se jim je v zadnjih 3 letih to stanje bistveno popravilo, res bistveno. Ena mi je zadnjič pri vadbi preko Zooma razlagala, da Poglej, zdaj pa krasno stojim na eni nogi, včasih me je zanašalo, če sem normalno stala, zdaj stojim na eni nogi in ker stojim. Je bila čisto navdušena, jaz pa tudi, ko sem to videl. Ne? Si mislim, jaz moram zdaj tukaj nekaj prebrati, te prekiniti, kar sem obljubila, da nekako začutva, kako ljudje o tem razmišljajo, tisti, ki tai chi zares vadijo, ne tisti, ki o njem nekaj preberemo, kar sva rekla, da ne pomaga. Ne? Torej, gospod Janez je zapisal, vadba tai chija umirja telo in duha, ju hkrati krepi in prizemlji. Zdaj je spet vse mogoče in lažje, predvsem pa brez bolečin. Hvala Rok, hvala Wu Wei Tai Chi Chuan Slovenija. Se mi zdi, da Janez takole v 2 vrsticah verjetno povzel to bistvo, teh učinkov na telo. Po mojem je, ja. Vem, da ga je večkrat hrbet bolel prej in je bilo to, ker, verjetno ni bila edina stvar, ki je pomagala. Je še potelovadil z fizioterapevtskimi vajami, pa verjetno še kaj. Gibanje je pomembno, vsakeč znova nas zdravniki, hematologi in onkologi na to seveda spomnijo. Varno gibanje, prilagojeno torej zmožnostim posameznika in tako naprej. Če sva prej prebrala tukaj mnenja gospoda Janeza, je pa tukaj eno, ki je podpisano z S, od ene gospe, ki ima 76 let. Tai chi je najbolj nežna in temeljita oblika vadbe, ki nas uči tudi pravilnega dihanja, skupaj s tehnikami umirjanja oziroma osredotočanja uma. Odkar vadim pri mojstru Roku, imam občutek, kot da sem najboljši serviser svojega telesa. Vadim tudi doma, vsak drugi dan 10 do 15 minut zjutraj. No, to je super princip. Da si najdeš en čas, ko ti ustreza in delaš, pa se niti ni treba, da je tako redno, kaj se vem, ob 8 zjutraj 15 minut, ko ti zapaše, ampak vsake toliko. In ja, gospa, ki je zadnjič mi rekla to, kar sem rekel, da ji uspeva stati na eni nogi in da je to super in ravnotežje se izboljšalo in tako naprej. Tudi hoja, naprimer, ker pri tai chiju obstaja nekaj, čemur se reče tai chi hoja, način hoje,
tudi to, in to gre za hojo naprej, nazaj, gre za take zelo počasne gibe, če si predstavljaš hojo, ne da ti dvigneš nogo, stopiš in to ponavljaš, dokler pač ne prideš kamor hočeš, ampak gre za princip, da stojiš na eni nogi, drugo daš naprej, jo položiš počasi in na tla in potem počasi obremenjuješ celo stopalo. Od pete proti prstom, pa greš nazaj, pa ga malo obrneš, pa spet naprej. Predlagam, da ti to ljudem pokažeš prek Zooma, kajti tako bo potekala tudi tvoja vadba, sploh v teh razmerah nesrečnih, v katerih živimo s tem virusom, in boš to kar pokazal, ne o tem govoril, ampak pokazal. Absolutno. Tako da daj nam malo povej, koga na to otvoritveno vadbo, prikaz prek Zooma vabiš. A vem, da so to člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo in veseli smo, da boš danje pripravil nekaj novega, da bo še ena nova aktivnost, seveda kot vse doslej, zanje povsem brezplačne. Točno tako, hvala lepa. Vsekakor se bom potrudil za vse naše člane in ne morem reči, da za koga absolutno ni, ne. Če bomo zelo različni v tej skupini po svojih fizičnih sposobnostih, bomo pa skupino razdelili na dve podskupini, pa bo glih tako v redu. Jaz mislim, da je primerno pravzaprav za vse, predvsem pa za tiste, ki jih vsaj malo zanima ali pa jih izziva ta mistika usklajenega gibanja. Ker je dejansko, moram uporabiti ta izraz, ki je sicer malo tak, zveni zelo poduhovljeno, ampak gre za to, da ti je malo izziva to, da se znaš premikati, bom rekel, kot duh, da znaš počasi nežno stopati, pa se premakniti brez težkih korakov, tako zelo po otroškom mogoče, tako kot znajo majhni otroci. Pa da ti je izziv, da se naučiš kontrolirati svoje telo in mišice v smislu, da jih znaš sprostiti. Mislim, vsi vemo in poslušamo kar naprej to, da kako se da odpraviti z sproščanjem, pa kako je treba mišice sprostiti, pa kako je treba vrat sprostiti, pa kako, ne vem, glavoboli pridejo od napetega vratu, pa to je vse fajn. Ampak obstaja možnost še naprej, da naprimer zadevo sprostiš tako, ko jo zaznaš, avtomatsko. In to se naučiš tukaj. Pa zdaj, če bi se kdo rad še naučil stvari, ki izboljšujejo ravnotežje, je seveda glih tako dobrodošel. In pa cela gibljivost. Jaz se spomnim iz svojih časov iz bolnice in potem po zdravljenju limfoma, hotel sem reči zaseden, pa ne gre za zaseden, ampak za ležan. Gibljivost slabša in predvsem gibljivost teh sklepov. Če hočete, malo hecno se bom izrazil, zaplesati ples z lopaticami vzadaj na hrbtu, kaj drugače komi oreng premaknemo, pridite pogledati na to vadbo. Dejansko obstajajo celi seti vaj, to zdaj ni tai chi, to je qigong in ta dva pojma sta v bistvu zelo povezana. Če samo na hitro pojasnim, qigong so te vaje, ki jih uporabljamo za ogrevanje, ki so malo bolj enostavne, ampak tudi tukaj so neka zaporedja smiselna ali pa skupine vaj, ki so ciljane na točno določen ali problem v telesu, ali način gibanja, ali pa na koncu na samo masažo. Telo je univerzalna stvar, kar pomeni, da vse te stvari, ki izvirajo iz starih časov, pa naj bojo, ne vem, vzhodnjaške ali pa zahodnjaške, v bistvu nimajo veze, ne? Ker je telo isto in vse deluje na isto telo. Zaradi tega je tudi čisti iz osnove, naprimer v borilnih veščinah so več ali manj, stvari so jasne, ne? Saj imaš lahko 100 različnih veščin, ampak komolc pa lahko stegneš ali pa pogneš samo na par načinov, ne na 100. Zanima me, kdaj in kam nas vabiš na tale ples z lopaticami. Zelo dobro ime si mu dal, zelo atraktivno je slišati. No, ples z lopaticami, zdaj se bom moral držati tega, da bomo res tudi skozi to vadbo šli, pa prav bomo. Na Zoomu za začetek v tejle situaciji kaj drugega ne bo. Potem, kasneje, ko se bo tole malo sčistilo, bomo pa videli, bomo verjetno napravili in v živo in na Zoomu, tako da bodo vsi tisti, ki bodo odkje dlje
da se jim ne bo treba voziti, bodo lahko prisotni preko Zoom povezave. Zaenkrat smo si zamislili srede, tam okrog 7 zvečer, tako da tudi tisti, ki smo po službah, lahko pridejo v miru domov, neki še pojedo, pa potem stopijo pred monitor, pred kamero, pa bomo napravili skupaj to. Prijava pa najlažja na kontakte društva, na telefon, na mail, pa bomo zbrali skupaj, obvestili in štartali v roku kakšnih 14 dni verjetno. Mogoče bojo 3 tedni, ampak tu nekje. Super. Rok, najlepša hvala za tvoj čas in vse uspešno pri teh plesih z lopaticami. Hvala lepa in enako. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Naslišanje.